Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bom začel to mojo predstavitev z dvema za pojasnilom dveh dejstev, ki jih ponavadi tudi, ko debatiramo o trenutni situaciji, predstavim. Prvo je, pred leti, ko sem prvič bral Goffmanovo knjigo, kjer analizira delovanje psihiatričnih bolnišnic in ugotavlja potem širše, da obstajajo neke specifične institucije, sam jih poimenuje totalne institucije, mi je potem kasneje to branje te knjige neprestano prihajalo naprej, ko sem se srečal z analizo vprašanja odnosa zahodnega sveta na področju migracij do ljudi, ki prihajajo, do ljudi, ki želijo priti. In na osnovi tega Goffman opisuje, da so totalne institucije prostori, kamor so zaprti ljudje, ločeni od drugih, z visokimi ograjami, bodečimi žicami, obstajajo znotraj teh institucij nadzorniki, ki te gojence nadzirajo, se jim morajo pravilom podrejati in tako dalje. Sem začel ugotavljati, da v bistvu lahko najdemo to v povezavi z migracijami na dveh nivojih. Eno je to, kar sam trdim, da obstajajo globalne totalne institucije, ki jih ta razviti Zahod ustvarja za svojo migracijsko politiko, pa lahko začnemo od Avstralije, politika obračanja ladij, prestrezanja ladij na odprtem morju, nameščanja niti ne na mainlandu Avstralije, ampak sklepanja sporazumov z ostalimi državami, zato da ne bi prišli na avstralsko sveto zemljo in dobili nekih posebnih statusov, da bi uničili že upanje takoj. In potem lahko gremo samo naprej pri ostalih državah tega sveta zahodnega, kamor pašemo tudi mi. Meje, ki so utrjene z bodečimi žicami, visokimi ograjami in tako dalje, ki jo imamo sedaj tudi mi na svoji meji. In potem lahko gremo naprej še do ameriško-mehiške meje in tako dalje. Globalne totalne institucije en pojav. Na drugi strani pa trdim, da obstajajo lokalne, interne totalne institucije, tudi ko ljudje, ki pridejo v te zahodne obljubljene države, se znajdejo v teh zaprtih, nameščenih prostorih in lahko jih najdemo v povezavi z priseljevanjem na različnih nivojih. Ali so to zapori, kjer ugotavljajo raziskovalci, da je nadpovprečno število zaprtih, so priseljenci, kjer gre za povezavo ne z nekim genom, da karikiriziram, z nekim genom, neko kulturno danostjo, ampak predvsem v povezavi z revščino, marginalizacijo priseljencev z revščino. Ali so to centri za tujce in zdaj ponovno so te zaprte lokalne totalne institucije tudi, če jih sploh lahko imenujemo begunski centri oziroma te prostori, kamor se namešča begunce. Potem dodatno temu še dodajam tudi poleg fizičnih prostorov, prostore te interne marginalizacije, kamor so priseljenci potisnjeni na margino družbe. Zdaj, ni presenečenje, da je v zadnji izdaji knjige Stanley Cohen, ko opisuje moralno paniko in v zadnji izdaji knjige v predgovoru analizira nove skupine, ki so se pojavile, izpostavil, da so prosilci za azil in pa nelegalni priseljenci, neregularni priseljenci, ena izmed kategorij, ki so žrtve te moralne panike v Veliki Britaniji. Takrat jo že identificira, čeprav je to svojo knjigo začel graditi čisto na drugi točki. In ta odnos je tisto ozadje, ki ga moramo razumeti, v to družbeno ozadje, v katerega je umeščena tudi ta trenutna begunska situacija. Zdaj druga, pa ne bom se spuščal v globino analize, ampak druga značilnost, ki pa jo moramo ob tem imeti v mislih, je pa to, da smo v tem trenutku v nekem globalnem gledanju, tudi v zahodnih družbah priče prevladi neoliberalne, jaz si rečem računovodske logike, ideologije, ki razgraja institucije socialne države in kje se pa to potem v naslednjem koraku veže na vprašanje našega odnosa do priseljencev oziroma na notranjo klimo v državi, je to, da se ustvarja vzdušje, da drug drugemu postajamo volkovi. Drug drugega začenjamo ocenjevati skozi vidik profita, skozi vidik, kaj lahko doprineseš, in v to okolje
pridejo potem begunci, tisti, ki se jih potem po tej isti logiki pričenja obravnavati. In v tej situaciji so države, to, kar Bauman pravi, šibke države, zgubljajo svojo neko moč oziroma jo kažejo predvsem v odnosu do tistih, zoper katere še lahko pokažejo svojo moč in legitimacijo, in to so navadno pač tisti najšibkejši deli. Zdaj, kar se tiče mojega izvajanja oziroma te predstavitve vezane na begunsko situacijo v Sloveniji, sam sem poznavajoč ugotovitve, da si slike o realni situaciji ne moremo ustvariti tako, da spremljam medijska poročila, da spremljam neke novice, sem se odločil in sem pač odšel na teren in hodil po meji, hodil po teh centrih, jih večkrat obiskoval, želel bi si, da še večkrat, ampak pač v sklopu ostalih obveznosti, koliko mi je bilo možno, sem pač to naredil. Začel oktobra, zamudil sem, ker sem čakal uradno dovoljenje, da so me spustili v vse centre, približno en teden, sem zamudil dogajanje v Rigoncah, tiste prvi dneve kaosa, tako da sem potem to analizo skušal dopolniti na ta način, da sem govoril z ljudmi, ki pa so bili tudi tiste dneve v vseh teh vpeti vse te dogodke. Zdaj, če grem en korak nazaj, lahko vidimo, da je situacija, kar se tiče prihoda beguncev v Slovenijo, bila jasna že avgusta, da se bo to verjetno zgodilo. Zakaj? Madžarska je gradila ograjo, logično sklepanje je bilo, da ne samo ob ograji, ampak ob spremljajočih aktivnosti, ki jih je Madžarska postavljala, sprejemala, sprememba kazenske zakonodaje, ker postane skrunjenje te žice, te nove družbene lastnine, postane kaznivo dejanje, kjer se postavijo ad hoc sodišča, hitra sodišča, kjer potem izvajajo sodbe in kjer je na ne vem koliko pač kilometrih razporejena tudi vojska, ki to hitro ukrepanje zagotavlja. No in takrat je postalo jasno, da je ta orbanovski model pač prevzel celo hrvaško-madžarsko mejo in da se bo ta tok nekako moral preusmeriti. In že takrat je bilo jasno, da bo tudi Slovenija v to vključena. Prvič se srečamo z prihodom beguncev in pa tudi pač drugi ljudje so se jim priključili, to je potrebno biti jasen, v septembru. Ampak že takrat, v tisti prvi, ko je šlo za organiziran prehod, postane jasno nekaj, da je celotna situacija razumljena v našem prostoru ne kot humanitarna kriza, ne kot humanitaren izziv, kot nekaj, kar pač morajo organizirati nerepresivne institucije, ampak je razumljena predvsem kot varnostni izziv. Tako je namreč primat pri urejanju celotne situacije prevzela policija. Policija ne samo v pač standardni opremi, ampak posebne policijske enote, ki so pač urejale stvari. In od takrat dalje nam postane jasno, da je pač pred vsemi ostalimi vidiki te krize v ospredju, pač vsaj iz vidika pač ravnanja naše oblasti, dojemanje tega kot neko varnostno grožnjo. Zdaj, če razumete neke druge in pa če upoštevamo neke druge poglede, nam je to nekako tudi jasno. Nenazadnje resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije opredeljuje nezakonite migracije kot enega izmed ogrožanj nacionalne varnosti. Ob trgovini z ljudmi, ob vseh ostalih je tudi pač to zraven dodano. In ta percepcija je šla točno v ta, da tako rečem, mindset tega razumevanja. Zdaj, potem se ta prva skupina ljudi preide čez Slovenijo, imamo približno 3 tedne zatišja, v teh 3 tednih Madžarska konča svojo ograjo s tistimi spremljajočimi aktivnostmi in približno po 2 dneh, ko je ograja zaprta, pridejo ljudje na mejo za Slovenijo. In zdaj, tukaj pa postane stvar zanimiva. Po 3 dneh, prve 2 dneva, če spremljate tudi medijska poročila, je sodelovanje za Hrvaško še označeno kot vzorno. Ta 3. dan, drugi, 3. dan pa se začenjajo te preigravanja na plečih ljudi, ko se ljudi pošilja čez polja in vse ostalo in postane jasno, da pač sistema ni, oziroma da je sistem, da ni sistema. Temu jaz na ta način rečem. 3., 4. dan je
In zdaj tukaj pride v ospredje ta zanimivost, ne, da je to res varnostni vidik, je vložena sprememba zakona o obrambi. Ne. In ta zakon o obrambi prinese policijska pooblastila vojski in je sprejet brez neke resne politične opozicije v Sloveniji, da se razumemo, ne, z minimalno opozicijo, ampak sploh ne mainstream politika, ampak konsens politični je, da je potrebno na ta način se soočati z tem, recimo, tveganjem. Ne. Ob tem ta zakon pozabi odgovoriti na vprašanje, ključna vprašanja, kdo bo usposabljal te vojake. Policisti imajo konkretne treninge, usposabljanja, šolanja, izpite, da lahko potem dobijo takšna policijska pooblastila. Ne. Vojaki bi jih potem naenkrat ne dobili. Kdo bo, kakšni so postopki pritožbe odgovornosti, če pride do prekoračitve pooblastil? Tega ne vemo. Ne. Pri policistih obstaja točno jasen civilni nadzor, možnost vsakega od vas, če ste v postopku, ki ga policist po vaši oceni obravnava in pa izpelje neprofesionalno, imate možnost pritožbe. Tega tukaj pač ni. Pustimo skrajni nesmisel kupčkarstva v parlamentu na tisti večer, ko se jim zgodi, da se zapiše, da je dovolj dvotretjinska večina prisotnih poslancev, zdaj pa si izračunajte, da lahko sprejmejo odločitev, sklepčnost je zagotovljena za 46 glasovi, 2/3 od tega lahko odločijo o napotitvi vojske na mejo s policijskimi pooblastili. In naprej, že prejšnji zakon je omogočal določene sodelovanje vojske z policijo na meji, ampak jim ni dal teh vseh pooblastil. In zdaj, v tej točki se zgodi, da smo vstopili v nek proces, ki ga v angleščini imenujemo securitization, proces zaostrovanja varnosti, in zdaj davam eno definicijo, to je proces, v katerem politične elite upravičujejo nujne ukrepe in spreminjajo normalna pravila, ki veljajo drugače, v neka nova, javnosti pa se prikaže, da je razlog za to velika grožnja državi oziroma družbi. In točno tukaj smo se znašli. Zdaj, hkrati postane zelo hitro jasno, da je ta celotna situacija pospremljena tudi, jaz sem kar sarkastičen zraven, za medijskim reality šovom. Mediji najdejo novo zgodbo, ki jo lahko neprestano prodajajo, da tako rečem. Nekateri se tega lotijo celo raziskovalno, natančno, preverjajo podatke, nekateri imajo pač res, se zgodijo prve vdaje, izredne vdaje in tako dalje in dobimo pač neprestane podobe, kjer so slike pač ekstremne in tako naprej. Poseben izbor besed, tudi neka navodila, katere besede se ne uporabljajo v javnem diskurzu, katerih besed se ne izogibajo in tako naprej. Zdaj, zelo kmalu postane jasno, da je pač, kot sem že prej rekel, humanitaren vidik zanemarjen in je v ospredje postavljen varnostni vidik. In v tej točki vstopim pač sam na teren, raziskujem stvari in se mi zgodi nekaj, kar se zgodi Stanleyju Covenu, ko opisuje pač v svoji raziskavi, da je popolnoma presenečen, ker vse tisto, kar sem gledal po televiziji, kar mi je bilo pač širše sporočeno, popolnoma drugačno. Ugotovim, da v vseh dnevih, ko sem bil v teh centrih, 99,9% ljudi spoštuje navodila policistov, vojakov, vseh ostalih. Začnem se spraševati, zakaj imajo vojaki ob deljenju hrane, ob deljenju oblek futuristično puško, kjer pač, če jo pogledate, izgleda res kot iz zadnje epizode Star Warsov. In tako naprej. In se mi te stvari začenjajo postavljati pod vprašanja. Neverjetno, slika, ki sem jo dobival na eni strani, ki jo imamo vsi mi, in tista, ki sem si jo ustvarjal sam, se mi postavi na glavo. Koliko še? No, super. Zgodi se drugo, da začenjam dojemati, da so pravila pri urejanju, upravljanju s to grožnjo, da tako rečem, tako rigidna,
da nimajo več nobenega smisla, kot naprimer to, da ko se, skrajno vam dam, ko se nek vagon zaklene, se zaklene in takrat naprej se ga vagona ne odklepa več. In potem tudi, ko sem sam sezul čevlje opazovalca in v neki točki prosil policistko, če pa vendar lahko mamo in otroka, ki ga doji, namestijo skupaj, dobim odgovor, pa če je vagon že zaklenjen. Ja, mislim, se pač ključavnica ni zavarjena, se odklene. In to je samo ena cvetka, naprimer. Potem ta nepripravljenost in to, da je celotna situacija presenetila vse nas, je pač nekaj, kar sem tudi sproti ugotavljal. Je pa res, da na eno stvar bi pa rad opozoril, nisem pa ugotovil tega, da bi bil med policisti, tudi med vojaki, prisoten nek rasističen diskurs, da bi imeli neko nestrpnost v obravnavi ljudi. Vse ostalo, vsaj po moji oceni, je podrejeno neki kaotični situaciji, stranski učinki so bili v tej kaotični situaciji, želeli so stvari čim hitreje urediti in potem se je pač dogajalo tudi to, da so se drli, da so množično, v nekaterih primerih, da so uporabljali pristope, ki pač bi jih lahko ocenili kot neprimerne. Ampak so bili ekscesi. Na drugi strani, kaj sem ugotovil, da je lahko skupina približno 5 do 10 policistov brez kakršnihkoli pušk, brez vojakov, brez posebne opreme uredila vzorno, jaz ne vem, če uredim tako, namestitev naših študentov na avtobuse, kot so premestili iz stavbe v avtobuse in razložili približno 1900 nekaj ljudi na eni lokaciji. In potem se mi je to ponovilo še na drugih lokacijah. In je ta ideja, da je potrebno imeti robokop opremo, da ljudi samo do avtobusa postaviš, je popolnoma zgrešena, ker se da to narediti tudi na čisto drugačen način. In ob tem ne pozabimo, da te ljudje v veliki večini bežijo točno pred temi simboli. Zdaj, še en medklic zraven. Ob tem se mi je pojavilo še neko drugo vprašanje. Z temi ljudmi, ki so bili nameščeni v te centre, kjer se zgodi to, kar je kolegica predhodno opisala, da jim je pač onemogočena oziroma prepovedana pravica do gibanja, zapuščanja teh centrov in tako dalje. Ta medklic, ki sem ga dobil sam, mi smo z ljudmi, ki so bežali pred terorjem, naš nadzorstven sistem je deloval huje, kot delujemo zoper vse naše zapornike, ljudi, ki so obsojeni za kazniva dejanja, ker ko peljem in pa ko obiskujemo najbolj varovan zapor v Sloveniji, so pravila in pa nadzor, represija bistveno manjša, kot je bil zoper ljudi, ki bežijo. Si predstavljate to? Imate enega paznika v zaporu, ki jih nadzoruje nekaj 100, ni oborožen, tukaj ste imeli pa futuristično puško in pa ostalo. In to je bil, kot sem že prej rekel, to je konsens, da je to sprejemljiva praksa. Pika na i, pride pa tale ograja na koncu, kjer, zdaj pač žal nimam časa, bi lahko razpredal o popolni nesmiselnosti te ograje, od tega, kaj ustvarja, kakšno delitev naredi, kako razdeli to našo, kar nam dopovedujejo, kar se skuša ustvariti kot veliki projekt, je bilo danes rečeno, skupnosti, ki te ograje, ki se ponavljajo na naših mejah, točno razbijajo. In hkrati dolgoročni učinek te ograje delajo in sejejo notranjo nestrpnost, ki bo ostala tudi potem, ko bodo te ograje nekoč, upam, da čim prej umaknjene. Zdaj, mogoče samo še za zaključek. Kar se tiče celotne situacije, jaz mislim, da smo se znašli v neki pasti, ki je že potrjevala številne opise tiste moralne panike, o katerih sem govoril, kjer karakterizirajo specifičen način poročanja medijev, specifični ukrepi političnih odločevalcev, ki presegajo realne potrebe in tudi na koncu, odzivi javnosti. In če hočete samo en košček tega odziva javnosti, spomnimo se, sovražni govor, ki je bil ob tej situaciji prisoten v tem prostoru, je presegal tisto, kar smo bili v preteklosti navajeni. Ljudi ni bilo več sram z imenom in priimkom, tokrat je ta razlika, z imenom in priimkom klicati po skrajnih oblikah nasilja, po genocidu. Ustavilo se je, mislim, prav neverjetno, to je nekaznovano, kar pomeni, potem je očitno sprejemljivo v tem prostoru to,
lahko bi debatirali v praksi, izredno izpostavljali prakso tožilstva na tem področju, prespraševali jo. In ustavila se je ta zadeva, se pravi ta pač občutek ljudi, da lahko tako daleč grejo šele v neki manjši meri šele, ko je se pojavil, lahko mu rečemo, tudi nek vigilantski ukrep, spletna stran, ki je te zapise javno objavljala, izpostavljala in potem še pač nadgradnja so bili plakati, se pravi ta Slovenija, spletna stran. Ne država, kot na drugih področjih, ne država za svojim instrumentom, ampak ljudje so prevzeli to pobudo, da so pač pokazali na nesprejemljivost tega. Za konec samo še zadnji stavek, pač tisto, kar se meni postavlja vprašanje in je velik izziv za ta prostor tukaj je, ali bomo postali in pristali na vlogo, da postajamo nek periferni stražar jedra Evrope. In te meje z bodečimi žicami, z vojaki, so pač simbol tega. Če hočete videti, kako to izgleda potem, ko ta bodeča žica ni dovolj, kolegica je prej izpostavila španske enklave v Severni Afriki, kjer so pred leti streljali z gumijastimi metki na begunce, uporabljali vse druge represivne ukrepe za to, da so jih odvračali. Evo, na tej točki zaključujem.